Res jaz prihajam iz Pekarne Blatnik, to je firma, podjetje, ki dela že 22 let. Predtem sva bila žena zaposlena, žena je bila v šolstvu, v socializmu, jaz pa v Iskri. Jaz sem tudi predsednik sindikata in takrat so se sindikati ukvarjali z ozimnico, pa z organiziranjem proslav in tako naprej. In bi priporočal marsikemu, da bi tudi to organiziral še naprej. Pa ne da bi kaj stavka mislil, ker imajo pravico legitimno, da se stavka, normalno je, kot je predhodnik pred mano povedal, to je prvič za javni sektor, da se bomo malo, mi peki temu rečemo zresen, malo več dela za manj denarja in tako naprej, ker je, kot smo od vseh predhodnikov slišali, država v krizi. No, mi res zaposlujemo 250 ljudi, od tega imamo zaposlenih nekaj iz neslovenskih delavcev, predvsem iz Bosne, Makedonije in Slovaške. To pa zato, ker imamo 116 Slovencev nezaposlenih, verjetno. In jaz trdim, da ni krize v Sloveniji. Bom argumentiral zakaj. Prvi argument sem že povedal, da ne moreš dobiti človeka, da bi delal, čeprav je v pekarstvu težko delati, ni lahko delo to. Druga zadeva in argument je, če se pelaš po Sloveniji, je večerno vse zaraščeno. Čeprav imamo 60% pokrajine zaraščene z gozdovi, vse ostalo so pa travniki, ki se tudi zaraščajo. Čeprav obdelanih površin ni. Jaz prihajam iz dobrega polja, ki je bila znana kot krompirjeva dežela in se je res veliko krompirja pridelalo na vagone, no zdaj se pridela komaj, mislim, več ga kupimo v Grčiji pa v Nizozemskem, kakor ga pridelamo v dobrem polju, dobre polci sami. Tretja zadeva je pa ta, da ne glede na vse spodbude, ki jih imamo, ne koristimo subvencij, da bi spremenili fosilna goriva, kot so nafta, plin, na biomaso, glede na to, da imamo tako pogozdenost, kot jo imamo. In ko se bo začelo nazaj okopavati, kot se je prej okopavalo po šihtu ali pa med šihtu, pa da se organizira ena pridelava zelenjave in vseh ostalih vrtnin, ne da se vse uvaža iz Italije, Španije in iz drugih držav, do takrat je strden, da ni krize. In ukrepi, ki jih predlagam vladi in temu omizju, so popolnoma enostavni. 35% samoskrbe, ki jo imamo zdaj, je treba dvigati v čim hitrejšem času na 60%. Čim več fosilnih goriv zamenjati z maso, ki jo imamo, lesno, ki je ogromno, čim več lesne mase zadržati v domovini, jo ne obdelati in prodati kot izdelek za višjo dodano vrednostjo. Če pa hočemo to narediti, je treba pa pogoje ustvariti za kmetovanje, predvsem zaradi klimatskih sprememb, mislim na namakanje. In to je tudi lahko en močan infrastrukturni moment, da bi po vseh pokrajinah, ki je namakanje nujno, izkoriščali plazenje, ker imamo precej plazov. Če slišimo v poročilih, kako plazijo, kar naprej, ki so velike padavine, jih tako in tako moramo sanirati, se da to ustrezno sanirati na ta način, da zajema še vodo. Potem iz tistih bazenov se da namakati marsikje v Sloveniji. V primer je Vipavsko ribništvo, čeprav je tam namakalni sistem, kot pravijo, zgrešen. Če bi vse te ukrepe naredili, po enih ocenah je to 10.000 zaposlenih več, po nekaterih je to 20.000 zaposlenih več. Predvsem bi pa ne plačevali tistega, kar uvažamo iz drugih dežel, ampak bi pridelali doma. Seveda se mora pa splačati, potem pa tisto, kar se pridela, treba prodati in za tisto delo, ki ga vložiš, ustrezno biti plačan. Prodajajo pa danes trgovci domači, dokjer bojo domači, večinoma pa tuji.
ti pa vso robo, ki jo pripeljajo iz drugih dežel. Tako pa treba tudi na področju prodaje ustvariti določene pogoje in tle imamo kmetijsko-gozdarsko zbornico, ki jaz, če me vprašate, sploh ne vem, s čim se ukvarja. Vem pa, da z nekimi fitofarmacevtskimi zadevami zastrupljajo še tisto zdravo deželo, ki jo imamo. Bi mogla malo v to smer narediti in tle spet apeliram na vlado, da se kaj naredi tudi v tej smeri. Zadruge kot take imajo po mojih podatkih 600 trgovin in več ali manj so to franšizi Mercatorja, ostale pa životarijo ali se pa zapirajo. So kar ene par stvari nametal, ampak to so realne stvari, ki jih imamo v rokah. To ni golob na strehi, vrabec v roki, ne? To je vrabec v roki, ne golob na strehi. In če bomo se prav organizirali, znanje imamo, sposobno vlado imamo, to je pokazala že od predzadnjem, mislim, v mandatu, v kateri je bila. Predvsem je pa treba kmetijstvo in vse te stvari, ki sem povedal, čim prej zagrabiti in ljudi poslati delati. Tudi kakšnega iz javnega sektorja mogoče.